Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, lepo pozdravljeni. Zaradi številnih dvomov v varnost cepiva AstraZeneca smo danes svetovalno skupino ponovno zaprosili, da pretrese same varnost in pa nevarne dogodke cepljenja vezano na omenjeno cepivo. Svetovalna skupina je ugotovila, da ni utemeljenih strokovnih podlag za prekinitev z omenjenim cepljenjem. Vendar kljub temu iz previdnosti predlaga, da začasno zaustavimo cepljenje z AstraZeneco, in sicer do jutrišnjega sestanka skupine za cepljenje oziroma do končne odločitve Evropske agencije za zdravila, se pravi EME. Na podlagi povedanega kot minister za zdravje z namenom zagotavljanja maksimalne varnosti prebivalcem pri cepljenju odrejam začasno, ponavljam, začasno zaustavitev cepljenja z AstraZeneco. Kaj to pomeni? To pomeni, da vsi, ki bi bili jutri cepljeni z AstraZeneco, bodo prestavljeni za čas po odločitvi EME oziroma bodo cepljeni, ko bodo na vrsti za cepljenje z drugim cepivom. To pomeni, da jutri cepljenje z ostalimi cepivi poteka normalno dalje po programu oziroma strategiji, ki smo jo sprejeli v dokumentu. Povem naj še eno dobro novico, da smo danes prejeli tudi pozitivno mnenje o dodatnem številu odmerkov cepiva Pfizer v naslednjih dneh, tako da se veselimo, da bo cepljenje kar se da normalno potekalo tudi v bodoče. Hvala. Gospod minister, hvala lepa. Čas imamo za morebitna vprašanja, v kolikor je kakšno. STA, izvolite. Kaj ta odločitev pomeni za vse tiste osebe, ki so bile že cepljene s prvim odmerkom cepiva AstraZeneca in bi morale biti z drugim odmerkom cepljene v prihodnjih dneh ali pa tednih? Hvala lepa. Ja, zdaj, kar se tiče cepljenja s cepivom AstraZeneca, je seveda drugo cepljenje z tem cepivom odrejeno tudi do 84 dni po prvem cepljenju, tako da imamo ta trenutek dovolj časa, da EMA in ostale strokovne inštitucije pretresejo nastalo situacijo in seveda nam podajo nadaljnje usmeritve. Hvala lepa. Tudi časopis Slovenec ima vprašanje. Izvolite. Pozdravljeni, gospod minister. Mene pa zanima, kaj to pomeni za v bistvu precepljenost oziroma cepljenje v Sloveniji na dolgi rok, glede na to, da je kar v bistvu določeno število ljudi se naj bi cepilo z AstraZeneca in hkrati, kaj to pomeni potem za cepljenost šolnikov za naprej. Hvala. Najlepša hvala za vprašanje. Kot sem povedal, z današnjim ukrepom začasno zaustavljamo cepljenje, predvsem iz razloga, da zagotovimo maksimalno varnost vsem prebivalcem, ki se cepijo. Tako da ta trenutek bi bilo preuranjeno sklepati kakorkoli drugače, da uspešno nadaljujemo po odločitvi EME z cepljenjem po programu. Hvala lepa tudi za ta odgovor. Še kakšno vprašanje? Kot kaže, ja. Še enkrat STA, izvolite. Ja, imamo vprašanje glede cepiva proizvajalca Johnson & Johnson. Imate morda že kakšne informacije, kdaj bi v Sloveniji lahko dobili prve odmerke tega cepiva in v kakšnih količinah? Hvala lepa. Natančnih podatkov o tem, kdaj naj bi cepivo prišlo v Slovenijo in v kakšnih količinah, še ni. Dejstvo je, da je bilo nedavno potrjeno to cepivo in da se bo v 30 dneh podpisala ustrezna pogodba in dogovor o količinah ter tudi časovnici prihoda tega cepiva. Hvala. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje morda? Kot kaže, ni več vprašanj. Minister, hvala lepa. Novinarska konferenca je s tem zaključena. Hvala tudi vam.